Jo, kaj je bil v mojem hladilniku tako? To, če ste se kdaj sprašvali, kako zveni v hladilniku, tako zveni v hladilniku. Ja, pozdravljeni v kaj je to 18. epizoda Simple Life podcasta. Z vami sem Jure Peher in današnji podcast je... Čakaj, en moment, zdaj sem pa očala napodal. Sem da si očala sestavim nazaj. Ok. Kriza rešena. Kje smo bili? Ja, današnji podcast, no glavno zadnjič, kaj je bil? Sreda je bila. Tako šetava s kolegom po centru Trnovo in sva na poti, ali v bistvu bila sva na plaži, pa sva šla pa šetati okoli in pa mi začne telefon zvoniti in tako bratranc kliče in pa se javim in tako, kaj je zdaj? Eno minuto kasneje pove, da so preposlušali modeli, tako da ja, živijo vsem trem, vse podcaste. In jaz sem tako, kva? A resno, en je preposlušal vse podcaste, kako je to smešen. No in tako, ful dobro, tako da ja, hvala vsem trem. Un večer je bil tako polepšen na polno zaradi tega klica. Ok. Zdaj sem skoraj pozabil dihati vmes, ko sem tole razlagal. Fuck, ne me jeba, to ni dobro. Čakaj. Veš, ono entuzijazem, ki ima vsak človek tako knof za entuzijazem pa fascinacijo in pol imaš dneve, ne, ki se ta knof navije do konca in je tako pač vse fascinantno, pa vse zanimivo, pa vse fascinantno, zanimivo, pa... Še ena beseda je bila. Entuzijastično ali neki. Čakaj, zdaj se moram pa iskle naštimati. Zdaj sem pogruntil tako na pojsli eno pozicijo, ki se krasno naslona na steno, po turško in je tako, da ve, lih prav, a veš, zavoda čičati pa pričati. Daj popraviti svoj, a je še kdo, ki se usede, pa si pol mora tako 3 minute gate popravljati, da so lih perfektno postavljene. A veš, lih prav in pol lahko sediš ful časa, ampak če pizda nimaš gat, dobro postavljenih je pa tako. Majke mi, to enkrat je trajalo to 5 minut, presežem. En film vem, da sem gledal in tako 5 minut, da sem se naštel v perfektno pozicijo in lahko začel gledati. Až kaj pa najbolj smešen je pa, da se namestim v perfektno pozicijo in pol ugotovim, da sem pozabil vodo. In samo facepalm in pol gremo iskat vodo in na novo začeti cel proces. Čakaj, en moment. Ja, ok, kle. Danes se ni to zgodilo, v redu. Najboljša stvar, ki sem jo tako pred kratkim slišal, je bila od Nautogana, od Ram Dasa in
model tako razloži, da veš, si kakor ena duša, rečemo temu zaenkrat duša, ker pač rabimo jezik uporabiti, da to opišemo, ne. Torej, ena duša pride sem in pač pride v eno telo, se pač reinkarnira, rečemo temu, in pol je kle. No, ampak fora je pa, da pol, ko se rodiš, greš v bistvu v somebody training. Se pravi, da postajaš nekdo oziroma somebody in te pač ta družba, ta civilizacija uči, kako postati somebody. Ker pač moraš biti somebody, da lahko obstajaš tukaj, v tej resničnosti, v tej materialni, rečemo temu, resničnosti. Pač ja, moraš imeti somebody, ne, pač neki telesa, moraš biti kle, nekako, saj en del tebe mora biti tukaj, v mesu in krvi, a veš, somebody, da si pač kle. In ki mu ne uspe postati somebody, ima probleme živeti tukaj, ne, ker pač ni ukoreninjen dobro v ta svet oziroma pravilno. Se pravi, če pravilno je kao, imaš pač poštimane vse stvari, ne, imaš pač, ne vem, stanovanje, pa bejbo, pa froce, pa hudo službo, pa dosti keša, pa si srečen. Evo, to je nekdo, ki je res perfektno ukoreninjen v ta svet kle. Pol imaš pa na drugi strani, en moment, na drugi strani spektra imaš pa nobody. V smislu, da kot somebody ne moreš biti zares nikoli 100% srečen, ker vedno ostane una praznina not. Ali pa si predstavljaj, da tudi takrat, ko dobiš vse, kar si želiš, pa si cel life delal za to, like, cel fucking life, a veš si, rečemo 80 let si za neki delu in pol to imaš. In je tako, da ful dobro, pač res je ful dobro. In tisto zdaj imaš in tudi takrat, ko imaš, pride zraven ena žalost, ko veš, da bo to enkrat minil. A veš, 80 let, da priješ do tega, da res imaš vse. In še takrat ni dost, še takrat je ono vedenje, da tudi to bo enkrat konc, a veš, da nimaš za skozi tega. In je tako, ja, a veš, no, če nimaš za skozi, je tako, kada, ono, mal te fucking vrta v možgane, ono, aha, tudi takrat, ko dam lahko kle vse od sebe. Basically umrem zato, kar hočem doseči, še takrat ne dobim tega. Ali kva? In je tako, ja, temu je tako. Da tudi, če dobiš vse, pač ni dost. In ke, ne vem, na napačnem nivoju zapolnjevanje une praznine ali unga hrepenenja in je zato moraš postati nobody. A veš, ke nobody je povezan, ja, je spet pač ta enost, a veš, ne, tukaj je materialni svet, ta dvojnost, ampak enost, a veš, ke je pač vse ena velika župa oziroma eno morje vseh možnosti in je pol pač tam eno vse. Pač flow, a veš, ono, ke smo vsi samo v flowu, pa vsem na polno dogaja, se tako, what the fuck, kako je kle dober, a veš, pač ono, enost, ne. In ja, pač to hočemo, ne. Ampak da priješ pa do tega, je pa ono, kaj Buda rekel, da se moraš rešiti vse navezanosti. Pač ta let go of attachments. To. Samo to pomeni vse, a veš, da vse, kar te veže v ta materialen svet, da moraš vse to dati stran. A veš, koncept, mislim, svoj ime pa priimek,
pa svoje lastnosti, pa svoj fizičen telo, svoj life basically, pa vse, kar te živčenega dela, to moš še prej opustiti, pa vse, kar rad počneš, tudi to moš misel na to, da boš to še kdaj počel, moš dati stran. Pač je kakor da vse, kar je dobro, pa vse, kar je slabo, vsega se moraš znebiti. Je tako, ne smeš se držati sploh za karkoli za ta svet. V smislu, da sam spustiš to tukaj. Ne ono smrt, ampak baje tudi, kad to narediš, kao ego umre, ali mislim, en del tebe kakor umre in pol si na drugi strani in tako vidiš, da si še vedno kle. Samo da nisi navezan na to tukaj. A veš, ti je vsem, če greš, ampak trenutno si kle, pa je dober, pa pač delaš tako najboljš, kar lahko delaš. Je kakor v en bar, a veš, greš s kolegi v en bar in lej, tebi je cool, ko si v enem baru, ampak če rečejo, lej, zdaj zapiramo, boš pač šel naprej, šel ven pa šel naprej v naslednjem bar, pa nekam drugem. A veš, in je cool, kad si tam in kad greš, pač greš in greš naprej pol. A veš, sam, ja, veš, kad ne vemo, da gremo pol naprej, ne, kad mislimo, da je to kle končna postaja. Shit, ok, štekam, ja. Ja, če pa pozabiš, ne, da obstaja več barov še naprej, pa da smo zdaj, evo, zdaj smo šli v center, pa tam, zdaj pa nam znal pisati, ne vem zakva bar, ampak ta, ki je že proti unmu vodnaku, ki je zraven Pub's Place-a. Oh my god, sem lačen, rad, te pice tam so res hude. V glavnem, tam en lokal, ja, proti pa tem Pub's Place-u, ampak še zdaj na tej strani je pač en, ne vem, tak vhod, mal po stran, tis mi je ful zanimiv. No, in zdaj smo tam noter in vsak ima eno pivo pred sabo, še jaz, ki ne maram piva, ampak ja, takrat je bil pač večer za pivo in zdaj imamo vsak pir v roki in tako, ja, pijemo ono pivo, pa je ful zanimiv pogovor, tako res, ful zanimiv. In pol, a veš, reče, ja, zdaj bo danes 1 uro prej zapiramo, ker se je pač nekaj zgodilo in je treba pač prej zapreti. In vsi smo tako, fuck, prej treba zapreti, dobro, gremo kam drugam, ne, gremo tam bolj v Ljubljancu, tam ka folk, ka sediš pa folk gledaš, ka hod mimo. A ni zanimiv, no? Tam ob Ljubljancu greš sedeti, sam če ti je zanimiv pač folk gledati. Pač people watching, a veš, sediš pa delaš, izvajaš people watching. A sem jaz edini, no, kaver je pač tam, vse je zanimiv se pogovarjati s folkom, ne, s katerim si prišel, ampak tako zraven pa gledati folk, ka hod mimo, veš, ka vsak je drugačen, tako vsak od nas je drugačen, a ni to zanimivo. Prav vsak ima nekaj tako svojega. Pa si pa misliš, ja, a pa je to en in isti človek v bistvu? A veš, kaj mislim, kakor da bi špilo eno videoigr, spet smo pri videoigrcah, v glavnem, kakor da bi eno videoigrco špilo in pač začneš to videoigrco v času 0, recimo. In pol odigraš do, ne vem, ful. In pol enkrat nehaš. In je to, kakor da si zdaj odživel življenje, ravno kar unga, ki je prvi obstajal. A veš, da je kakor ena duša, ki je prva obstajala, pa je šla skozi svoj cel life sama. In to je zdaj pač ta nov state ali nov svet. In pol pride druga duša mim in una duša živi že v neki drugi alternativni dimenziji ali pa v isti, ne vem, kjer sta 2, a ne? In pol so 3 in pol so 4. In je skozi več teh duš pa teh lifeov. In, a veš, igra pa vsazga isti, sam je pač ta prvi life je posnet
ki drug igra vse to. Se pravi, da je vedno v bistvu ena zavest samo prisotna, vse ostale so pa posnetki od prejšnjih lifeov, ki jih je ta tip živel. Wow, fuck, ne, to bi bilo weird. To, ok, če sem jaz ki zdajle tole zavestno živi, pa so te vsi ostali ljudje posnetki. Ali pa obratno, če ti, ki to poslušaš, ta original, a veš, pa smo si ostali, pa sem jaz posnetek. A veš, moj life je bil že odigran cel, jaz sem zdaj posnetek tega gameplay, tega celega lifea, ki je ta model igral. In vse to igra pa isti model, a veš. Ker sem pač prej omenil, da smo vsi isto bitje, ne. Je kar en igralec te videoigrice, ki zdaj mi mislimo, da v njej živimo, in je tako, en igralec, ja, pač vse nas igra en in isti človek. In smo mi pač vsi ta človek v različnih situacijah. A veš, pač, če se ta človek začne igrati enega v tem telesu, v katerem sem se jaz znajdel, ne, pol pač takole izgleda, ne, ta life. Zdaj, če on začne igrati to, ali pa fakt, lahko je več disket, a veš, lahko ima več videoigrc. No, ta videoigrca se reče Zemlja, no, in zdaj on igra to videoigrco in je tukaj kot tale, zdaj pa, če se pa, a veš, začne igrati kakor vi, je pa, ja, vsakič v drugem telesu, vsakič drugače. Fuck. Kdo je pa ta človek? Pa ima ta človek tudi druge okoli sebe? A veš, na katerem nivoju smo mi sploh? Mislim, na katerem nivoju? A veš, če imaš zgori na vrh, ne, Boga, pa eno točko, ali pa kakorkoli hočeš temu reči, spodaj je pa pač, smo recimo mi, ki nas je toliko ful, ampak lahko bi nas bilo še več, a veš. No, v glavnem smo mi pol nekje na sred, ne, in zdaj me zanima, koliko blizu smo zgornje točke. Pa a je zgori najboljš? A veš, lih to. Če imaš več nivojev, pač tako nas kle, pa pol neko astralno planjavo, en nivo višji, ali temu, kar krščani rečejo nebesa, pa pol še unih 7 ali 6, ali koliko jih je pol po hindujski, po hinduizmu. No, in greš pač vse te nivoje gor in priješ na najvišjega, in kar se zdaj sprašujem je, a je na najvišjem nivoju najboljš? A veš, kaj mislim? A je Bogu ali pa na kjerikoli planjavi višji od nas, a je boljš? Mislim, ne vem, no. A je boljš? Ker če ni, kaj pa če je znotraj ene? Recimo, da je ta naša resničnost, kakle mi živimo, da je to, da ima spekter, a veš, lahko si spodaj, ne vem, ali pa rečemo ti, tako, čim nižji si, se pravi recimo čez prtleh, predstavljajte si tako pred sabo, spodaj je kakor ena dolga črta, ki predstavlja tla. Res, to so ravno rekel, ok, pač ja, na tleh so tla, ok. In pol nad tem imaš ful visok in zgori je pač ena črta, ki se reče Bog, ali pa enost, ali pa pač, a veš, če obstaja samo ena zadeva, kva je ena zadeva, ki je vse združen, ki je vse eno. No, to je pač tam gor in zdaj mene zanima, a je tam gor te najboljš. Oziroma, pol se sprašujem, a veš, kot človek, ki je na tleh, je pač nekdo, ki ima ful navezanosti na to tukaj, na ta materialni svet, ki je pač čisto ukoreninjen v to in ni nič duhoven človek, ki je pač čisto kle v materiji živi.
To bi bil en človek, ki je tako res čist, predstavljajte si tako, da ima 1000 vrvi na sebi in so te vrvi prevezane v tla. To je pač en človek, ki res živi tukaj, v materialnem svetu, v tem, kar mi rečemo, kle resničnost. Ki se ne obada z ničemer, kar bi potencialno bilo nad tem. Ali pa pod tem. No, pa imaš pa, gremo malo bližje temu, kjer smo mi, pač ene ljudi, ki so tako malo nad tlemi, pa malo lebdijo, a veš, kaj mislim? Pač tako malo tam, kakšen meter ali pa pol metra nad tlemi so. No, te ljudje je pač človek, ampak je malo bolj poduhovljen v smislu, da je malo manj navezan na materialen svet, na tla. In ima kakor, predstavljaj si človeka, ki je en heli balon. In zdaj, več, ko je vrut na ta heli balon, bolj ga drži k tlem. Težji gre ta heli balon gor. In no, ta, ki je že malo višji človek, ta ima manj teh vrvi, manj navezanosti na ta svet. Pa imaš ene, ki so tako res višji, ki mi nismo, mislim, da še tam, ki so tako res ful nenavezani, ki pač bi bilo šli pa naštel, recimo, kaj vse jih veže sem. A veš, da ima rad to pa to jed, da ima rad unga pa unga človeka, da ga to živcira, da ima pač še eno zadevo ima, pa še eno, pa pač nekaj, ki ga ful veseli, tako najljubši hobi, pa najljubša knjiga, pa pač stvari, a veš, karkoli je lahko navezanost, ne, to je pa meni ful všeč, to mi pa ni všeč, no, to vse je navezanost. In manj, ko imaš tega, manj te veže v tla, v to tukaj in bolj višji si. Sem pol je pa eno vprašanje, ko gor, ker to je ta strah, a veš, ko si, noben ne upa kar predati temu, oziroma predati, recimo, da držiš vse te vrvi v roki, jih pač nočeš spustiti. Ker če bi jih spustil, a veš, noben ne ve, kva je gor, a greš gor, pa ustaneš kle, ali pol plavaš stran, a veš, ta občutek, da bi odložil jaz, kdo mislim jaz, da sem, to bi pomenil, da umrem. A veš, mislim, če jaz mislim, da sem jaz tokle tukaj, ne, pa jaz to kakor v mislih, a veš, odložim, pa spustim te vrvi, s katerimi sem navezan na svoj telo, pa svoje misli, pa svoje lastnosti, pa pač ta obstoj tukaj. In če bi jaz to spustil, a pol odplavam kar, in a veš, kakor heli balon, ne, ki mu je vrvica prerezana, ali vseeno ostanem kle. A veš, a se res smrt zgodi, ali se samo smrt vsega bullshita v meni zgodi takrat? Pa, fora, ke ne vem, a veš, to je problem. Ke sej noben ne ve, noben ne ve. Imaš ti ene par baje, no, če Ramdasa poslušam, par gurujev, ki so res toliko, ki so bili čist razsvetljeni ljudje, no, so bili to. Se pravi, ljudje, ki so bili čist na vrhu tega, brez ene same navezanosti, pa so uspeli vstati. Pa so uspeli vstati na tej planjavi obstoja. A veš, in so čisto ob meji, da bi šli v naslednjo planjavo, na astralno, ali ne vem, kjer je naslednja. In, a veš, tam je boljš, tam je ful boljš, absolutno gledano, ne, ampak pa imaš pa relativno, ki je pa ta nivo najvišji, ki so ga te guruji pa razsvetljeni ljudje dosegli, je tako top of the top, kle. Mislim, ne moreš iti višji, to je pač krem de la krem, kar lahko dosežeš, razsvetljenje. Da pač si brez navezanosti, pa si še vedno tukaj, ker pa lahko si tudi razgled predstavljaš. A veš, človek je na tleh, ki živi v materialnem svetu, vidi, skoraj da ne črta okoli sebe, a veš, pa čist, sploh 3D-ja ne vidi, a veš, un model vidi 2D. 2D,
Lepo prosim. A veš, un model, ki je tako koreninjen v resničnost, pa niti za lasek duhoven, ja, vid 2D. Kar ene dimenzije nima, kakor, pazi ta vid, ko voziš po avtocesti, pa se ti muha nalep na oken, oziroma si jo zbal ravno kar, kaj bi lahko rekel, da se je ravno kar zgodilo? Ja, tako, muhi si ukinil eno dimenzijo. A veš, kaj je iz 3D v 2D prišla, pač ukinil si eno dimenzijo. Nice. To mi še zdaj smešno. Mislim, da je za muho ful ni dobro, no, tako res. Ena dimenzija manj me, to mora biti to bolj. Mislim, če to preživi, kva si pol ta muha misel? Ono, what the fuck se je, kaj me je zgolj? Prav tam in to v 2D-ju, ne, a veš, morajo pač oni komik oblački prijeti ven, ne, pa se to vse tako izpisati. Sploh ni zvoka, ne, v 2D-ju. Ali pač? A bi v 2D svetu bil zvok? Ne bomo se zdaj to sprašvali. No, glavnem 3D in nekdo, ki je pa malo bolj poduhovljen, ne, če grem nazaj na tega modela, ki živi v materialnem svetu, pa vidi samo 2D, ker je tok spodaj. No, nekdo, ki je višji, pa že vidi malo okoli sebe, že vidi 3D, že vidi, aha, to je pač en kraj tukaj, cool, ok. In pa nekdo, ki je še bolj poduhovljen, ki ima manj navezanosti, je višji, ne, in vidi tako že relief, že vidi više vzorce, že vidi z više perspektive, kako naša realnost zgleda, mislim, kako deluje. In pol pazi čist na vrh, ko nimaš več navezanosti, ali pa imaš samo eno, ali pa celo nobene, čist na vrh vidiš točno tako, kaj je. Se pravi, predstavljaj si, da imaš sokolovo oko, a veš, da vidiš res dober, in nima veze, koliko visok, nizko si, vidiš tako res dober. Kar se tiče tvoja ostrina vida je dobra, ne da vidiš dober, kaj je okoli tebe, pač ne, tisto moraš biti čim višji. Ostrina vida, fenomenalna, in pol, čim višji si, če si na strop, recimo, da bi se zdajle mi lahko lebdel, ne, pa polepdel do stropa sobe, no, na stropu sobe ti vidiš spodaj celo sobo. A veš, imaš najboljši možen pogled. In nekdo, ki je razsvetljen, vidi resničnost, tako kot res deluje. A veš, Buda je mogel priti do te stopne, pa je pogledal dol, pa rekel, lej, aha, takole je. A tako to zgleda, a veš, in je pol gleda dol, vidi, a life, a to je life, a tako, ok, štekam. Sam, a veš, kaj je bil pol problem, ne? Pa je bil problem, on je bil tam čist gor in je tako gleda dol, jaz moram fucking dolit, da pridem do folka nazaj, pa jim povem, a veš. A veš, Buda je že skoraj šel v ta astralno planjavo, je bil bolj duša kot telo in pol pogleda dol in tako, jaz moram iti nazaj v telo, da tem zdaj lolekom jaz predam klele tele 4 resnice, ki sem jih odkril. Oh my god, jaz moram iti zdaj v telo dol, res, pa zakaj? Pač jaz se ravno kar prišel kle gor, pa zdaj sem ful zadovoljen, majki, jaz sem zdaj najbolj zadovoljen, ker sem bil v life, to je zdaj Buda govoril, ne. In tako, koliko je dober, koliko je kle dober, a veš, pa to cel life sem hotel to, hudo. In je sam dober. In si pol tam in je sam dober, koliko je dober. Čakaj, zdaj bo sam malo dober, pa nadaljujemo. Oh my god, ok. To je bilo res dober. No,
Ampak, a veš, pa začnem pa razmišljati, pa ta dober krmine, ki sem pač jaz tukaj. Čakaj, mi smo bili tam gor. Jo, jaz ne moram iti jaz nazaj dol, tako. Pa, liho tam sem prišel, no. Kva če falim, kva če grem prenisko, a pa bom še, pa spet žval vratam, pa grem spet en nivo nižji. Pa tam, pizda, končno sem prilezel do medveda, a veš, en spodoben sesalc, pa fucking loads, pizda, cel life sem kamedo živel, pa čist mirdo, noben mu nič, fucking losos, sem res malo preveč mučil, no, ampak ja, en losos, v redu, mal karme sem povzročil, ampak no in pa sem ta medved končno ratu človek, ja, to, sem res, ko se tam mali jokajo, a ni to tako, en tak, ja, ali pa ne vem, kva prav. Če kdo to posluša, ki v porodnišnici dela, a ti dojenčki, ki zajokajo, ne, ki jih poslušate, a bi lahko jih razdelili v one, ki zajokajo, ja, pa one, ki zajokajo, ne. A bi bilo možno ugotoviti, a obstaja ta vzorec? A veš, da bi lahko po zvoku novorojenčka določili, a bo imel tako ful dober life, a je njegova karma pozitivne sorte ali negativne, recimo, ne vem, zakva je ta ne, pa ja. A pa za kakšno dušo gre, a gre za novo, gre za staro dušo, pač če bi en vzorec lahko pogruntali, bi lahko basically na začetku prvi zvok, ki ga daš od sebe, je sporočilo svetu, to je moj life. A veš, lahko da je v tem zvoku vse informacije, ki jih rabiš o enem vedeti. In je zdaj povedal svoj cel life. To je njegov life. A štekaš, on je pač z enim zvokom, ki je tako res najbolj sofisticirano možno sporočilo, až čisto zakodiran v In je, to je bil cel life enega človeka. Kva sem jaz naredil? Zdaj pa, to se pa nisem v lifeu še probil spomniti, kako sem jaz prišel na svet. A veš, a se je kdo kdaj probil spomniti tega trenutka? Prav usedel pa rekel, zdaj se bom pa probil spomniti. Dajmo se vsi, zdaj ki niste v avtu, ne, pa ne vem, kje to poslušate, dajte se usesti, pa gremo zdajle za 3 minute se probati spomniti, kako smo se rodili. Pač probati se spomniti prvega momenta, ki se ga lahko spomniš. Kje rata tema? A veš, kje je moment, ki je bilo pred njim še črno? In pa kar naenkrat si, kakor Louis C.K. je rekel, kar naenkrat si online, kar naenkrat si zavesten. Kaj je najstarejši spomin? Pa a je to rojstvo? Se moramo obrniti takole, da na svet. Rojstvo, čekaj. Kakšen sem naredil. Zdaj si, ne vem, je tako mogoče. Samo to je bolj tako domišljija, kot pa karkoli drugega. Ampak tako si predstavljaj, na začetku, še preden začneš live, dobiš tako 9 mesecev dopusta.
Pač 9 mesecev si sam tam in nič ne rabiš delati, sam tam si. A ni, no, tako začnemo live z dopustom. Najprej dopust, pol je pa del, a ne bi bilo boljše obratno, zdaj najprej del, pa je pol dopust. Mi začnemo z dopustom. Ko sem prišel tega in sploh. Da je pač fajn, če se losaš, če se ločeš od svojih navezanosti, ker pol si ful višji in pol vidiš, kako stvari so in ti je tako fajn, dogaja ti pač. Sej, če ne utabaš naprej v naslednjo planjavo, če je tam gor ful boljš. Ne vem, no, kakorkoli komu pol boljš, a gre naprej ali pa vkle ostane pa pomaga še malo ostalim. Ja. No, in to pomeni, da postaneš nobody, a veš, da nimaš nobene navezanosti in da ti si pač nobody, si pač nek prazna entiteta oziroma ne prazna, ampak tako čista, rečemo temu. No bullshit. Si predstavljaš človeka, ki tako ne bi nikoli govoril, delal ali pa mislil bullshita. No, mislim, ka bi ga lahko, ne, če hoče, sam ne bi rabo. Tako kot ta monkey brain, ne, skozi laufa pa skozi neke misli pa čeprav nas zdaj že dojel počas, da mora biti tih. Tako, ka ni to, da umiriš svoj ena večjih izzivov. Mislim, se ne vem, koliko se ga zavestno lotevate, ne, ampak pač te stalne skrbi pa veš, da si v enem momentu, ki ti je cool, ampak ker imaš neke misli, ki jih ne rabiš takrat imeti in ti te kvarijo užitek onega trenutka ali pa to, da kdaj uživaš na polno. Tako res, ful ti je dober in pol se zaveš vmes, čakaj, jaz malo preveč uživam zdajle. A veš, da to ne more biti, da jaz toliko uživam zdajle. In pol se kar sam sebe fucking bremzaš, a veš, Tako, ful dober si se imel in pol se neke misli pojavijo, da, tole je pa preveč dober, tole pa ni cool. In pol sam sebe greš, pa čak, da ustav se ti malo, pet malo nazaj, tole tamle je že preveč dober, tako da a veš, ne veš, a je tisto res ali ni res. Sam, ne vem, no, preveč dober. Kjer koncept? Kako je lahko preveč dober? Evo, mogoče je preveč dober, če z enim delom svojega lifea še vedno živiš v slabo. A veš, kaj je pol kontrast prevelik. Če bi cel life živel v dober, pol zelo dober bi bilo tako. Dober. A veš, kaj mislim, če namesto, da si v nevtralnem položaju, pa je neki dober, pol ti dober. Če si pa v dobrem, pa je neki dober, ko si ti v dobrem, je pa tako dvojno dober, ne. A veš, ko je vse relativno, pač en dober več, ne, pa če že imaš en dober, imaš pol dva dobra. Pa če si v stanju, kjer je večina tvojega lifea dvojno dober, ja, pol rabiš trojno dober, da ti je dober, a veš. In pol se ujameš v ono zanko, ko hočeš skozi več, in pol spet pridemo do tega, da se moraš sam navezanosti rešiti. Pa se nekako reši te dvojnosti in tega, da je vse na spektru dobro pa slabo, a veš. Sploh koncepta dober pa koncepta slabo se moraš rešiti, da ti pol res rata dober, ker, a veš, če ti je vse na ti je dober ali ti ni dober, pol ti je dober, a veš. Tako, kako ta model pa bija, tako res. Če ti je vseeno, a ti je dober, a ti ni dober, pol ti je dober.
kako je to ironično, veš, da moraš v bistvu se odpovedati konceptu dober, da ti rata dober. Se pravi, veš, ti moraš kakor nehati gledati na slabe stvari, ki jih zdaj dojemamo kot slabe, ne, kot slabe stvari. Sploh ne smeš imeti kategorije slabe stvari, ker takoj, ko imaš to kategorijo, a veš, nisi v tem flowu, nisi v enosti oziroma si navezan, ne, na to tukaj. Nisi pač najbolj srečen, kar si lahko. Rečemo temu tako. No, in če ne, basta, da sem pozabil. Čakaj malo. Ne, res. A ja, če ti je vseeno, a ti je dober, a ti ni dober, če ti je vseeno, a ti je dobro ali slabo, pol ti je dobro. Da moraš kakor sploh dati koncept dobrega stran, pa slabega stran, in pol, če to narediš, da se znebiš koncepta, da ti je dober, pol ti bo dobro. Ironično. Ali pa če se, ne vem, znebiš recimo tega, da svoj life ful neki čuvaš, pa mu sam pustiš, da je to, kar hoče biti, pol kar naenkrat imaš tako več lifea. A veš, šele ko pustiš life, pa imaš več lifea. Ali pa ne vem, ko delaš na nečem, pa rečeš, lej, meni je cool, tudi če to ne rata, meni sem to dobro delati, pol takoj, ko ta uspeh odložiš, pa rečeš, lej, meni je vseeno, a mi uspe, a mi ne uspe, meni je samo cool to delati, a veš, pa ti je vseeno res, a uspeš, pol v bistvu odložiš ta uspeh, ga nekako se rešiš navezanosti na uspeh. In nik zato, ker se rešiš te navezanosti, ga ponovadi dobiš. A ni to smešno, no? In to tudi Ram Dass pravi, da šele, ko vsega se znebiš, oziroma, ko se when you give it all up, when you give it all up, you get everything. A pa kaj veš, pač moraš imeti neko zaupanje v neko nevidno zadevo, da si to upaš. Moraš imeti pač kar zaupati moraš, da temu je res tako. In pol, če zaupaš, pa če res to narediš, a pa tudi če ne zaupaš, se nima veze, pač če to narediš, pa je temu res tako, pol dobiš vse. Pa kako bi to izgledalo, da imaš vse? Da nočeš, oziroma ne, da nočeš, niti hočeš. Pač vsem ti je. Pa ne jebi veter vsem, ampak pač tako vsem, veš, neutral, neutral. Ne? Tebi je cool, če bo A ali pa če bo B. Tebi je sam cool. Lej, tako pač je, cool. A veš, tako pač je, v redu. A pa, ne vem, lej, jaz čutim, da bi bilo tole dobro popraviti. Dajmo to popraviti. In pač to, da zdaj mi popravljamo, tako pač je, lej, mi zdaj to popravljamo. A veš, se pol ne rabiš reči, da če ti je vseeno, oziroma če sprejemaš stvari take, ki so, da del tega, da stvari take, ki so, je del tudi to, da ti hočeš jih kaj spremeniti, na boljš, na slabš, kakorkoli, a veš. Pač, da je ta želja naša po napredku ali pa po neki spremembi na boljš, je del tega, da je tako, kot je. A veš, in pol pridemo do koncepta usode. Ja, in da je pač že vse, da naši celi life so že spisani. Sam veš, če je zgodba napisana, ne, pol lahko jaz res to delam, kar Ram Dass pravi, da se sam usedem nazaj, pa pač gledam ta film.
A veš, da se bo moj life zgodil tako, kot se ima za zgoditi, a se jaz trudim ali pa ne. Mislim, jaz klenot, ne, še vedno to telo, a veš, pa misli, pa vse se lahko trucam, a veš, nisem jaz ki se trud. Jaz sem sam kle nekako ta opazovalec tega. A veš, to je pa ta the witness, če bi ga lahko to, da svoj life istočasno in živiš in si ta, veš, ko se trud, istočasno pa live gledaš kakor en opazovalec. A veš, da sam pač opazuješ, kva je. Da se ti ne zdi ne dobro, ne slabo, samo to se dogaja, to se dogaja, to se dogaja. In samo opazuješ. In če ti to uspe združiti oboje, da si v svetu in si pač aktiven in si ki se trudiš, pa ta, da samo opazuješ, je pa je tako, ful dobro. Na ta način živeti. A veš, kaj to pomeni, da si trdno prizemljen, obenem si pa, ne vem, odplaval kaj gor. In, ali pa imaš dva dela sebe, ki sta povezana močno, ne vem. A gremo kaj drugega delati? Kaj bi lahko še počeli? Kakšen komad bi sedel. Res, zdaj bomo pelkle. Okay. Največji smeh, da ono že direkt vem, kjer. A slučajno v Jaršah niso luči, so luči prižgane. A tako ful dober je, ko včasih javna razsvetljava ne dela, pa je pa tako ful temnejš, a veš, ko ta mesta, to je toliko svetlo, to ni res. Ok, BRB. 5 minut kasneje. Sam cool. Stari, sam ti je cool, to je to. To je to. Fak, meni to zdaj sedel, kje si? Ne, zdaj moram geslo tipkati, ok, sreče kratek. Nice. Dajmo špegle dol. Ja, ono čisto temo, Tako se roleta do dol. Čakaj, zdaj pa še kle, vrata. Mislim, da se ne vem kva pripravilo, ne, a veš. Pa to. Klik. Kako prijezno. In tako. Ne, čakaj. Ne, diša, jaz sem hotel začeti že. Zdaj. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found a light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play,
I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets try and write. We don't know how to rhyme, but then we try. But I don't really know, you're where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Ooh, 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 ooh. Oh my god, Tadeu. Ooh, 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 ooh. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, when you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Oh, ah, mm-hmm. Pa meni se je zdelo v redu, no, ne vem, lahko je bilo vse vim, lahko je bilo vse vim. Čakaj. Pa fuck, jaz bi še eno, dej, sam, Ne, pa, dej, to bom pa tako, brez, dej, današnja epizoda je bila zelo zanimiva, se mi zdi. Mislim, saj meni tako, like, what the fuck se je just zgodilo. No, v glavnem, ja, še ene par komadov, uno. Če kdo ni gledal filma Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, to mora gledati, presežem, to je tako, to je tako najjači film vseh časov. Pa, vem, da sem ga pred kratkim gledal, ampak meni ta film toliko jak, hej. To je tako, what the fuck, kako je to model lahko naredil? Kako so to ustvarjali? To je tako mojstrovina. No, v glavnem, ja. Ful dobro smejte, sploh oni trijere, pa ajde se vidimo v prihodnji oddaji ali nekaj.